Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje ob podelitvi kandidature za predsednika vlade. To čast sprejemam kot veliko odgovornost. Če me bo državni zbor izvolil na ta položaj, bom storil vse, da opravičim vaše zaupanja in zaupanja in pričakovanja naših ljudi. Pred očmi ne bom imel osebnih interesov, ne bom imel strankarskih interesov, pač pa interes in potrebe države, ki jo bom vodil v okviru svojih pristojnosti. To kandidaturo sprejemam v času gospodarske negotovosti. Ta ni plod zgrešenih odločitev sedanjih vlade, temveč je povzročena za od nas neodvisnimi zunanjimi okoliščinami. To mi vzbuja veliko upanje, da potrebni ukrepi vlade za uspešno soočenje s temi izzivi ne bodo pospremljeni za političnimi razprtijami, kdo je za kaj kriv, temveč za velikansko možnost, da skupaj poiščemo najboljše odgovore na izzive prihodnosti. K temu so v tej priložnosti zavezujem. Na kratko bi poudaril to. Prvič, najpomembnejši smo ljudje. Naše znanje, talent in ustvarjalnost. Vloga države je, da ustvari pogoje, da imamo vsi enake možnosti, da te talente razvijamo in pokažemo, ne glede na politične ali druge razlike med nami. Kot veste, veljam za potrpežljivega politika konsenza, vendar po eni stvari navadno zgubim potrpljenje. Če kdo znova in znova govori o naših in vaših, zlasti v časih, ki nas čakajo, si Slovenci te pogubne delitve ne moremo privoščiti. Potrebujemo eden drugega. Potrebujemo eden drugega. Drugič, glede na pričakovane okoliščine, bom osredotočil pozornost na ustvarjanje pogojev, da bo slovensko gospodarstvo v dobri kondiciji. Močan trg potrebuje močno državo. Ne v smislu vtikanja politike v poslovne odločitve gospodarskih subjektov, temveč v ustvarjanju pogojev za večanje njihove konkurenčnosti. Razumem pričakovanje ljudi, da bomo ustvarjeno bolj pravično razdelili. Toda najprej moramo ustvariti. Bistvo mojega mandata bo v tem, da vodimo našo državo v smer najbolj razvitih in najbolj solidarnih držav. Ne rečem eno stvar. Ves zahodni svet, ki mi pripada, ves razviti svet, ki mi pripada, skupaj z nami išče rešitve na nekatera vprašanja, ki se porajajo v tem času. Mislim, da bi bilo za Slovenijo slabo, če čaka na recepte, ki jih bodo iznašli drugi. Skupaj z njimi moramo v vsem znanju in talentu, ki ga premoramo, iskati naše rešitve za naše izzive in naše probleme. Smo seveda skupaj z drugimi v družbi, kjer vlada soodvisnost, ampak to nas ne odvezuje od odgovornosti, da sami iščemo prave rešitve za vprašanje naše prihodnosti. In v tem smislu bi prihodnost Slovenije morda lahko definiral kot prihodnost Slovenije kot izvirne družbe. Mi moramo biti izvirni v iskanju nekaterih odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo celotnemu svetu, ki mu pripada. Naj nadaljujemo. Okoliščine gospodarske negotovosti niso nujna prepreka za tako stremljenje, da se uvrstimo v krog najbolj razvitih in najbolj solidarnih stvari. Ampak morda prav priložnost za nekatere strateške odločitve, ki jih morda ne bi sprejeli v času gospodarske konjunkture. Vlada, ki jo bom sestavil, bo to obdobje kot takem vodila z aktivno razvojno politiko.
In tretjič, prizadeval si bom, da se okrepi zaupanje javnosti v ustanove pravne države in da te ustanove v okviru svojih pristojnosti delujejo neodvisno. Država je dolžna zagotoviti pogoje za to. V ta okvir na nek način sodi tudi vprašanje človekovih pravic in ene izmed temeljnih med njimi pravice do človekovega dostojanstva. Vlada bo, če bom zadnji dobil zaupnico, storila vse, kar je v njeni moči, da se v Sloveniji vzpostavi potrebna družbena atmosfera, v kateri bodo prevladovali skupni občutki za solidarnost, za strpnost in sožitje različnosti. Gospod predsednik, gospe in gospodje, prihodnost pred nami je polna izzivov. Nami sicer gledam z dolžnimi skrbmi, to da nikakor ne strah. Pogumno in odločno, to da po pameti in preudarno. Sem se odločil v okviru svojih pristojnosti popeljati Slovenijo skozi ta zahteven čas. Mislim, da bomo iz njega, mi vsi skupaj, išli kot zmagovalci. Temu bom podredil vse svoje delo. Veselim se ga in gledam na prihodnost z velikim upanjem in optimizmom.